Dober dan, to je NN studio. Kakšno leto se izteka? Namesto, da bi se razmere v svetu umirjale, smo dobili še eno vojno. Gaza je postala najnevarnejši kraj za otroke na svetu. Zaradi dogajanja v Ukrajini in potes Rusije je celo Nemčija začela svariti pred širšo vojno. Kaj pa Slovenija, ki je ravno v teh dneh opravila z letnim posvetom diplomacije in bo s 1. januarjem sedla za mizo Varnostnega sveta Združenih narodov kot nestalna članica? Ali lahko karkoli doseže? Kaj vse nas še čaka v svetu v novem letu, kje pretijo nove nevarnosti? V studiu prav lepo pozdravljam današnjega gosta. Z mano je svetovalec predsednice Republike za mednarodne odnose, sicer profesor, dolgoletni profesor z tega področja, dr. Zlatko Šabič. Dober dan, dobrodošli na NN. Hvala lepa, dober dan. Dr. Šabič, najprej greva seveda na Bližnji vzhod, ker je dogajanje še vedno zelo intenzivno. Izrael je v zadnjem dnevu napadel več kot 300 ciljev v Gazi. Tam je zdaj umrlo že skoraj 20.000 ljudi, od tega več kot 2/3 žensk in otrok. 90% prebivalcev enklave je razseljenih. Kot rečeno, Združeni narodi pravijo, da je to za otroke najnevarnejši kraj na svetu, pa še za koga verjetno. Po terorističnem napadu Hamasa, v katerem je umrlo okoli 1200 ljudi, je v Gazi še vedno tudi 129 izraelskih talcev. Pogajanja o izpustitvi še vedno potekajo, se nadaljujejo tudi danes, ko to snemava. V Varnostnem svetu za zdaj še ni soglasja o najnovejši resoluciji za prekinitev spopadov, za več humanitarne pomoči. Izrael prejema vse več opozoril tudi od največjih zaveznic. Kje smo torej trenutno, dr. Šabič? Mislim, da trenutno še vedno v situaciji, kjer ima Izrael dovolj podpore, da lahko še naprej poskuša uveljavljati svoje sile, če hočete, da še vedno lahko tolče po Gazi. Enostavno je ta obrambni refleks, ki ga je seveda najbolj čutiti potem v Združenih državah Amerike, ki je nedvomno torej največja zaveznica Izraela, tak, da nažalost, kar tudi vidite iz vseh naporov, ki prihajajo, torej neuspelih resolucij, ki se tiče Varnostnega sveta, enostavno vsi humanitarni vidiki, omenili ste otroke, UNICEF je na to opozarjal že tedne nazaj, čisto preprosto človekovo dostojanstvo v tem trenutku ne igra nobene vloge in mislim, da vsaka država, ki da nekaj bom rekel, humanitarno katastrofo, ki se tam dogaja, ki da nekaj na čisto človeški odnos do ljudi, ki so praktično nemočni, je seveda to mora obsojati. Zagotovo, omenili ste Hamas, vsak razume, da ima Izrael tam sovražnika, vendar pa torej doseganje vojaških ciljev in torej humanitarna skrb se ne izključujeta med seboj in to mislim, da bi moglo biti temeljno sporočilo tudi Izraelu. Omenili ste tudi vi resolucije. Kakšen je smisel v bistvu teh resolucij v Varnostnem svetu? Glede na trenutno razmerje moči in drugo dogajanje, kaj sploh v bistvu lahko dosežejo? Resolucije Varnostnega sveta pošiljajo zelo pomembno sporočilo, še posebej, če za njimi stojijo torej vse stalne članice Varnostnega sveta. Zagotovo Združene države Amerike, ko prispevajo svoj glas ali katerakoli od stalnih članic Varnostnega sveta, razume svojo vlogo in razume, da če se pač neka resolucija sprejme, da se mora tudi na nek način uveljaviti. Še posebej, ko gre za take situacije, kot imamo trenutno. Tako da jaz ne bi teh resolucij podcenjeval, zato pa tudi tako težko do njih pride, prav ko ste omenili, da eno, v kateri se zdaj že nekaj časa pogovarjajo, dali so se še en dan, da poskuša nekaj doseči. Če bi te resolucije bile brezpomembne, potem seveda se nihče ne bi z njimi ukvarjal. Ali lahko na tej točki že govorimo o tem, kaj je tako imenovani endgame za obe strani? Kaj lahko Hamas, ki je s terorističnim napadom to sprožil, na koncu potegne iz tega spopada? Kaj Izrael? To je, bom rekel, zelo nehvaležno vprašanje. Marsikaj bi si človek tako drzno reči, pa si ne upa zaradi tega, ker je tukaj res dejansko vse v igri. Maksimalistični sili sem prepričan, da so tisti, kjer bi pač na vsak način bilo treba odpraviti grožnjo, ki jo imamo v Gazi. Mislim, da je zdaj že kar nekak konsenz, da je Hamas kot tak bo zelo težko premagati. Torej se potem postavlja vprašanje, kako s tem. Postavlja se vprašanje tudi, koliko je realna možnost dveh držav. In seveda, če ne možnost dveh držav, kaj potem? Bom rekel zelo brutalno. Verjetno bi za vse bilo najbolj enostavno,
če bi Gazo preprosto očistili vsega prebivalstva, ki je tam, in posadili travico in potem bi bili vsi zadovoljni. Vemo pa, da je to preprosto civilizacijsko in tudi sicer glede na obstoječe pravo, mednarodno pravo, mednarodno kazensko pravo, nekaj, kar se seveda niti kaj ne predstavljivo, kajti potem se seveda pogovarjamo o genocidu, o etničnem čiščenju. To so pa besede, ki jih nihče ne želi izgovoriti in zame je torej endgame, če o njem govorimo, vse, kar doseže nek modus operandi, ki tem ljudem omogoča neko dostojanstvo, neko perspektivo. Vse ostalo je, bom rekel, lahko zelo slaba novica za mednarodne odnose generalno, kajti potem se lahko začnejo pojavljati neke zadeve, za katere smo mislili, da smo jih že odpravili po izkušnjah Ruande, po izkušnjah Srebrenice. Ne želimo si še enega tovrstnega divjaštva. Slike same po sebi govorijo, Gaza je sesuta, ampak vendarle, kot sem rekel, na koncu ostane človek, ostane človekovo življenje, ostane človekovo dostojanstvo, kakorkoli se to sliši idealistično. Osebno mislim, da je to tista realnost, s katero se moramo soočiti, ali smo civilizacija ali nismo. Kako zdaj vi razumete vsa ta opozorila, ki jih že v bistvu zdaj države namenjajo Izraelu? Je to pranje vesti, ker so mu na začetku dajale, bom rekel, neomajno podporo, obenem pa je bilo povsem mogoče pričakovati, kaj se bo zgodilo, ne? Že v bistvu dosti hitro je bilo slišati, Izrael bo zdaj Gazo zravnal v zemljo, ne? Nekako je bilo vendarle mogoče to pričakovati. Torej, kaj zdaj gledamo v bistvu? Zdaj, tukaj treba ločiti države. Zdaj, Slovenija, kot ste videli, od prvega refleksa, ki je bil zelo prv, da se pač Izrael ima pravico braniti in da je to praktično 11. september za Izrael in da je Hamas teroristična organizacija in tako naprej, je zelo hitro, v Sloveniji se je to zelo hitro zgodilo, bila potegnjena, bom rekel, ročna zavora in dajmo najprej razmišljati o tem, da se obe strani vzdržita spopadov, zaradi tega, ker mora biti v spredju civilno prebivalstvo. Torej, zdaj, pri ostalih državah, jaz mislim, torej, ni seveda nobena skrivnost, da so to, recimo, če vzamemo Nemčijo, da je pač ta refleks bil, zgodovine je bil zelo močen in ta refleks se mi zdi, da je zelo zamegljiv. Tisto, čemur je Guterres rekel, ta širši kontekst, zaradi česar je bil tudi sredi, v bistvu praktično ozena grozovito napaden strani izraelskega veleposlanika. Je pa zadeva, bom rekel, širše narave. Torej, ne gre tukaj samo za Nemčijo, gre dejansko za vprašanje, bom rekel, statusa, prisotnosti Izraela, če hočete, Judov. Zgodovina je seveda strahotna, to je treba vedeti, to treba prepoznati, ne? Ampak mi živimo v nekih drugih časih danes, ne? In v teh časih seveda so tudi drugi ljudje, so tudi v bistvu nekatere, ne govorijo samo o Palestini, govorijo tudi o drugih ogroženih narodih, jih je zelo veliko, da je vendarle tukaj treba doseči vendarle neko razumevanje. Jaz mislim, da se pač počasi tukaj dogajajo neke spremembe. Je pa zanimivo, no, to bi želel poudariti, ne? Vi ste prej povedali, da sem pač profesor mednarodnih odnosov. Jaz sem član ene organizacije, torej organizacije za mednarodne odnose, učitelji, raziskovalci in tako naprej. Mi smo dobili, jaz sem bil do marca, torej v upravnem odboru, mi smo dobili poziv te organizacije, naj se, prosim, vsi raziskovalci umirijo. Službe so se izgubljale, kolegi so se med sabo kregali, torej prijateljstva so se rušila zaradi tega nestrinjanja okrog tega, kako v bistvu na katero stran se dobesedno postaviti, izgubljanje širše slike. Mi smo prišli tako daleč, da se zdaj ta organizacija na raziskovalce apelirala za strpnost, za pogovarjanje. Toliko dela smo prišli. Torej, ta konflikt je tako zarezal mednarodno skupnost, da se ga je ravno zaradi tega treba lotiti tako zelo previdno, tudi ko gre za torej države, ki so se postavile na določeno stran, kjer je za ta proces, to, kar je Guterres govoril, da počasi ugotavljamo, da vendarle to ne more biti igra ničelne vsote. In seveda nobena situacija v svetu, ki je igra ničelne vsote, nikoli ni prinesla drugega kot nove konflikte, širše konflikte. In česa takšnega najbrž ne pomnite, da bi se tudi znotraj tega vašega akademskega kroga, če tako rečem, kaj takšnega zgodilo, da je moral priti poziv, da se je treba umiriti? Jaz vam moram povedati, da torej smo imeli razne debate, recimo, ko je prišlo do ameriške intervencije v Afganistan, Irak,
ki je bila predvsem kritična, ki se je zauzemala za ohranjevanje mednarodne miru in varnosti, tudi ameriški kolegi, ki so pledirali za tem, da pač vendarle ne bi se vendarle vzpostavil nek normalen kontakt, neko normalno reševanje spora. V 30 letih in še več, ker sem v tem poslu, kaj takega še nismo doživeli. Tudi predsednica republike, vaša šefinja Nataša Pirc Musar je bila zelo ostra do Izraela, vse bolj celo, da Palestincem Izrael počne, citiram, praktično isto, kar so sami doživljali med holokaustom. Ali je legitimnost Izraela, da se brani, zdaj v bistvu že popolnoma spodkopana, ker se pač brani na način, kot se? Torej ne, jaz mislim, da tista stvar, ki se mi zdi, da je bolj, da je tukaj mogoče treba kvalificirati to v tem kontekstu, da seveda, torej vse to so seveda domneve, mi ne moramo vedeti, kaj se dogaja dol, torej ne moramo, hočem povedati drugače, se pravi, zato imamo kazen, zato imamo sodišča in preslej se bodo te stvari morale pojaviti pri sodišču. Jaz mislim, da bodo preslej ljudje, ki počenjajo te stvari, morali odgovarjati. Tam so se zgodili, tam se dogaja zločini, torej domneva, da se tam dogaja zločini na obeh straneh. In te zločini, kot sem rekel, to je preprosto, nima nobenega upravičila. Tako da v tem smislu se mi zdi, da je to na nek način v bistvu izziv tudi za mednarodno pravo, ki mora dati odgovor na vprašanje, kaj pravzaprav je zdaj drugače od tega, kar se je dogajalo v drugi svetovni vojni. Zdaj holokaust, tukaj moram reči zelo iskreno, da seveda je zelo težko, bom rekel, primerjati holokaust, če vemo, kaj se v tistem času dogajalo. Jaz sem bil v Auschwitzu, bil sem v Birkenau in moram reči, da človeka presune, ko vidi, kakšni zločini so se tam dogajali. Jaz nisem bil v življenju, nisem bil v Gazi. Ne znam si pa predstavljati, da sem tam, da imam družino, da imam otroke in da mi jih dobesedno, ne vem, če bo jutri še živi, da se sam bojim za svoje življenje. Zdaj, a veste, kar lahko rečemo, seveda to, da, torej, ko rečemo primerljivo, če hočete, gre v bistvu res, da je ta strah za življenje, strah, kaj se bo zgodilo, vidiš, da v resnici nimaš izhoda. Jaz mislim, da bo to neka nemogoča situacija. Jaz si ne znam predstavljati, ne vem, če bi se zdajle recimo pojavil, da se vse umiri trenutno v Gazi. Pa da grem recimo jezditi, tako kot sem šel v Auschwitz v Birkenau, jaz po mojem bi imel ravno tako eno tesnobo nemoči in zgrožne, kaj se pravzaprav lahko človek spomni. Jaz sem imel isti občutek, ko sem bil v Potočarih. A veste, to je, pa nekdo reče, še vedno so debate, to je bil genocid ali ne. Ko je človek tam, in ko se ti srečaš z ljudmi, mladimi ljudmi, ki jokajo, ko vidijo, kaj se tam dogaja, ljudje, ki nimajo nič s tem, vidiš v bistvu, o čem se mi tukaj pogovarjamo. Rwanda, 800 000 ljudi. A veste, to je že pol kar nekako ta ideja primerjave s holokaustom se zbledi zaradi tega, ker se vedno pogovarjamo o človeških usodah, o ljudeh, ki nimajo nadzora nad tem, ljudje, ki so preganjeni, ljudje, ki enostavno nimajo nobene, ki jim je življenje praktično vsak dan, vsako minuto, vsak trenutek ogroženo in se lahko seveda prekine. Jaz si ne znam, kot rečeno, se ne znam tega predstavljati. Bil sem na vseh teh krajih, videl sem, kako to je in moram reči, z tega vidika simpatiziram z vsakim, ki tudi nekako poskuša potegniti paralele, čeprav, to bi se upal trditi, niso to, bom rekel, čiste paralele. Tisto, kar jih združuje, je ta strah, je ta nemoč, je ta obup, kjer v bistvu se marsikdo teh otrok, o katerih ste govorili v Gazi, tudi marsikaterih mož, žena in tako naprej, se v bistvu po mojem mnenju globokem prepričanju sprašuje, kaj sem naredil, da se mi to dogaja. Veliko opozoril se tudi pojavlja, da bi se lahko zdaj ta spopad širil. Kam in od česa je to odvisno? Verjetno je največ oči uperjenih v Libanon, kjer se pač tudi, bom rekel, sporadično stvari dogajajo. Torej, ja, zdaj seveda, jaz mislim, da je temeljni cilj vseh akterjev, zato se tudi poskuša najti nek način, kako izpogajati zdaj recimo konkretno pri tej resoluciji, seveda glavna stvar, na kateri se dela, je torej ali na kakršenkoli način poskušati zaustaviti tak konflikt z nekim dogovorom, karkoli. Tako kot je bilo recimo vprašanje tiste humanitarnega premora. Nekaj skratka, da se te strani postavijo, torej da se jih da v bistvu za zeleno, za okroglo mizo, če hočete. Vsaka taka, zdaj pri Izraelu je seveda nekaj,
Obstaja en rek, ki pravi, da Izrael ne sme izgubiti vojne. Ker tisti moment, ko Izrael izgubi vojno, bo izgubil vse ostalo, oziroma ne bo imel več nadzora nad svojo usodo. Recimo, da je to treba, verjetno to treba tudi razumeti, ko smo že prej govorili, zgodovina govori svoje. Ne? Ampak vendarle, to ne pomeni, da lahko potem zato, da zaščitiš sebe, v bistvu pobiješ vse posod okrog. In seveda zdaj, če je temu tako, če se mi okrog tega strinjamo, potem seveda treba zelo hitro dati signal, da to ne more biti nekaj, kar se bo širilo, zaradi tega, ker potem se seveda lahko tudi porušijo nekatere druge meje. Jaz se niti ne znam predstavljati, kam v sebi se lahko ta konflikt širil, sploh glede na to, da ima Izrael zdaj v tem trenutku relativno, bomo rekel, komfortno zono pri arabskih državah, zaradi recimo abrahamskih sporazumov. Ampak veste, na neki točki, če bi se to seveda širilo, ne glede na to, da se lahko pogovarjamo o katerih tipa Iran, recimo, je seveda, po mojem mnenju, na neki točki seveda lahko stvar poči, zaradi tega, ker potem se seveda, kot sem rekel, potem se seveda vključijo lahko še druge sile. To seveda bi šlo tudi potem na mlin na vodo, recimo neki Rusiji. ZDA, jaz sem pripričan, da ZDA so ta prvi, ki seveda to niso zainteresirani. Zakaj? ZDA so zaposlene v Evropi zaradi Ukrajine, so zaposlene v jugovzhodni Aziji zaradi Kitajske oziroma Tajvana. Doma imajo ekonomsko krizo, naslednje leto volitve. ZDA so blazno zaposlene in zadnja stvar na tem planetu, ki se želijo, je to verjetno, da se jim odpre še ena fronta tukaj. Torej, če kdo bi mogel biti tudi ZDA blazno zainteresiran, in jaz se iskreno upam, da tudi, ko se dogaja, ko se odvijajo te resolucije, da jim je to jasno in da vedo, da si preprosto širitve konflikta izven tega, kar v tem trenutku imamo, ne morejo privoščiti. Če greva zdaj k Ukrajini, protiofenziva ni v bistvu prinesla nekih vidnih rezultatov, tudi tu podpora Zahoda ni več tako neomajna, obenem pa poslušamo tudi nemškega obrambnega ministra Borisa Pistoriusa, da je lahko do konca desetletja Evropa tudi v vojni. Pomislite, Nemčija pošilja vojake v Litvo, prvič ven iz države po koncu druge svetovne vojne. Kaj se pa v Evropi trenutno dogaja? Nam res preti neka širša vojna kot stvari Nemčija, vendarle tisto, kar prihaja od tam, bi moralo zanimati vse nas. Moja interpretacija te izjave je naslednja. Nič novega, zaradi tega, ker se o tem govori že nekaj časa. Pregrave se recimo v akademski literaturi se pregravajo recimo scenariji, po kateri se recimo sprašuje, ali je recimo problem, pa nisem obramboslovec, pa ta stvar recimo se mi zdi tako zanimiva, ali recimo je kompatibilnost vojaških sil v Evropi, Nizozemska, Nemška, Francoska in tako naprej, taka, recimo, da dejansko lahko na nek način se dejansko postavi kot celota, recimo, navzven čisto na ravni oborožitve. Prvič. Drugič, je treba vedeti še en pomemben faktor. Donald Trump v prvi rundi je dal zelo jasno vedeti, ko je bil prvič predsednik, njega NATO ni zanimal, v bistvu njega Evropa ni zanimala in jaz gledam to vprašanje, to politiko, ki jo trenutno vodi Nemčija, izključno v tem kontekstu. Ali je Evropa pripravljena braniti svoje meje in meje svojih zaveznikov, tudi če ZDA niso vključene? Jaz mislim, da je to tisto, kar je v tem trenutku test. Se pravi, tisto, kar Nemčija v bistvu zdaj dela, kot jaz to razumem, oziroma kot bi se jaz to interpretiral, je avantgarda, da se to vprašanje začne odpirati. Ker bolje se začne odpirati zdaj, kot recimo, če prije do volitev, pa ni nujno, da je to Trump, lahko je tudi nek drug, recimo izolacionist, ki bo rekel podobno. In potem seveda odpre praktično novo fronto Rusiji. Ruski predsednik Putin seveda pravi, da v tem trenutku, če sem ga prav razumel, da v tem trenutku, napad na države zveze NATO bi bil norost, kar verjetno drži, ampak kot sem rekel, če se ZDA umakne, mora Evropa imeti odgovor na vprašanje, kaj potem. In zdaj, tisto, kar mene skrbi, je seveda, če je Evropa, Evropska unija, res tako kompaktna, da je na to pripravljena. Kar pa pomeni seveda potem, da tukaj ne gre samo za vprašanje, baltskih držav, gre v bistvu samo za vprašanje odpiranja fronte naprej. In jaz moram reči, da tukaj bi pa, tako z tega vidika, bom tako rekel, je meni osebno ta nemški korak bolj en uvod v razpravo, ki bo potekala verjetno stran od medijev, verjetno že tudi že poteka, scenarij, kako se lahko Evropa postavi v bran Ukrajini ali kakršnemu koli drugemu konfliktu in na ta način da sporočilo Ruski federaciji, da je pripravljena. To se mi zdi pa zelo pomembno. Tako da
Ni to, še enkrat poudarjam, ni meni to, recimo v tem trenutku šokantno, da se je to neka Nemčija odločila. Sporočilo, ki ga pošilja, se mi zdi zelo povedno. Ali bo moral Zahod spremeniti način, kako pomaga Ukrajini? Orožje pač spopadov ne ustavlja, preprečuje pa popolno katastrofo ukrajinskih sil. Sankcije za Rusijo učinkujejo delno, ampak jo še v bistvu bolj potiskajo v objem Kitajski, ki ima seveda kup svojih interesov. Ali in kako lahko Zahod tu ravna drugače? Tukaj seveda imamo, rekel, dve struji, tudi v Sloveniji, če hočete. Ena struja, ki vztraja na tem, da je treba Ukrajini pomagati, da je Ukrajina tista, ki se bo odločila, da je vojna konec. Ukrajina trenutno vztraja na tem, da je ta rešitev lahko samo vojaška. In pa druga struja, ki pravi, da je treba pač priznati neke realnosti, ki so take, da je pač treba nekako dati Rusiji tisto, kar je pač dobila in priborila, če hočete, na vojaškem polju in na ta način ustvarjati mir. Zdaj, moje stališče je tukaj zelo jasno. Se pravi, vedno znova pomislim na zgodovino Slovenije. Rad bi vprašal kogarkoli v slovenski javnosti, kaj bi se zgodilo, če bi v tem trenutku neka država sosedna okupirala četrt naše države. Mi bi ravno tako iskali podporo do zunaj, ravno tako bi hodili naokrog, prosili za razumevanje, rotili, da nam nekdo pomaga. In zdaj, če je temu tako, zakaj v resnici odrekamo Ukrajini, da se brani? Tako da rešitev, kakršnakoli že bo, tukaj pa moramo biti odprti, je, da se Ukrajini pomaga do točke, ko pač Ukrajina sama nekako pride do odločitve, kaj bo naredila. Rusija, ena stvar je dejstvo, jaz si ne znam predstavljati, kako bi lahko Rusijo vojaško premagali. In mislim, da to zgodilo bo že večkrat pokazano. To se mogoče sliši zdaj kontradiktorno, ampak zato sem rekel, zato so pogajanja, zato so rešitve, ki so včasih rešitve čist izven naših, bom rekel, črno-belih predstav, nekaj čist drugačnega potegneno iz, bom rekel, škatle. In to so pač stvari, ki morajo biti dane na mizo. Vedno pravijo, da tako tudi, če so pogajanja, to niso pogajanja, torej, ki bi nekoga potisnilo kot, niso nujno, da so tudi vsi zadovoljni, ampak vendarle. Kot sem rekel, tukaj imamo v bistvu po eni strani Ukrajino, tri stvari imamo. Ukrajino, ki se seveda ima pravico, da se brani in gre za njene teritorij. Druga stvar je mednarodno pravo, to mora tudi Slovenijo zelo zanimati. Torej, tisti moment, ko gre, in to članica Varnostnega sveta, stalna članica Varnostnega sveta, ko v bistvu gre dobesedno sesuvati meje druge države, kaj to seveda sporoča? Mi imamo samo v Evropi kupenih držav ali pa kupenih, bom rekel, tenzij, kjer bi se nekatere države, nekateri akteri rade volje malo spremenili meje. Populizem, nacionalizem, radikalizem. In seveda, če ti vidiš, da to uspe Rusiji, zakaj ne bi uspelo tudi nam? Že to je za nas zelo pomembno sporočilo, da mi kot država, mi kot Evropska unija stojimo za mednarodnim pravom, stojimo za mejami, ki v tem trenutku jih imamo. In tretje, kot sem rekel, je dejansko v bistvu potem, če že pride do nekih pogovorov, dogovorov, da so te pa stvar pogajanj, kjer je Ukrajina seveda enakopraven član in kjer Ukrajina v končni fazi podpiše karkoli bi že hotela podpisati. Govorila sva februarja lani, ko je Rusija sprožila to ofenzivo na Ukrajino. Imeli smo veliko sogovornikov, vi ste bili zadnji med njimi, bom rekel, tako za zaključek dneva smo vas poprosili za analizo in takrat ste rekli, Putin je mednarodno politiko premaknil v 19. stoletje. Kje pa danes mednarodna politika? Še v 19. stoletju ali je bila premaknjena še kaj nazaj? Absolutno. Kar se mene tiče, smo mi globoko stran od tistega, kar deklariramo kot mednarodna skupnost, ki se ima za civilizirano. Mi imamo na eni strani seveda veliko sprejetih, ratificiranih dokumentov, vezanih na varovanje človekovih pravic in podobno. Veliko dokumentov, ki se seveda še vedno naslavljajo stvari, kot so recimo podnebne spremembe in tako naprej, seveda nedotakljivost meja in tako naprej. Države, kot se obnašajo, v tem trenutku, kar to mi vidimo, seveda je spominja na dejansko na neke čase, za katere smo mislili, da jih bo konec. Ali pa tudi ne. Poudaril sem prej, človek si ne bi mislil, da bo, 94. prišlo do Ruande. Človek si ne bi mislil, da bo prišlo do grozovitih načinov pobijanja ljudi v Srebrenici. Človek si ne bi mislil, da je možno na tak način nediskriminatorno pobijati ljudi v Gazi. Pa smo imeli samo 3 teh konfliktov, ki nekaj se sploh ne pogovarjamo, Demokratična republika Kongo svoje čase, torej milijoni. Hočem povedati, da to seveda je, ampak
Tisto, kar se mi zdi, da je zdaj v tem trenutku še toliko bolj pomembno, je sklicevanje, zagovorništvo na mednarodno pravo, na norme, ustrajanje tudi pri državah, kot so Združene države Amerike, tudi pri, ne vem, če hočete, Kitajski in ostalih. Zakaj? Zaradi tega, ker jaz tudi mislim, da se nekatere te države tega zavedajo, da te norme, torej sklicevanje na te norme, je na nek način tudi, bom rekel, garant podlage za to, da se stvari premakne spet, bom rekel, v 21. stoletje. Ker če temu ne bi bilo tako, potem bi seveda že neka Kitajska že zdavnaj izginila iz OZN-a, bi še celo, če pogleda, celo nek OVSE, ki je nefunkcionalna organizacija, ki izgleda zdaj, kot veste, ne, pred novembra, ne, konvencija pogodba o konvencionalnem oboroževanju, torej, ki je bila podpisana med Sovjetsko zvezo in Rusko federacijo in državami članicami zveze NATO, je razpadla novembra. Se pravi, ena taka zelo pomembna pogodba za ohranjevanje ravnovesja, ko se pogovarjamo o konvencionalnem oboroževanju, je pač razpadla in kljub temu OVSE še vedno obstaja. Poanta, ki jo hočem povedati, je ta, torej še vedno obstajajo institucije, še vedno obstaja neko mednarodno pravo, na katerega se je treba v končni fazi nasloniti. Kaj to pomeni za Slovenijo? Slovenija nima jedrskega orožja, Slovenija ni vojaška sila. Tisto, kar Slovenija ima, je zagovorništvo, je zagovarjanje vrednot, so torej zagovarjanje mednarodnega prava, človekove pravice, to je naše orodje in orožje. In jaz mislim, da bo tudi, nismo še omenila tega, ampak se mi zdi, da je zelo pomembno, tudi v varnostnem svetu v tem kontekstu lahko Slovenija naredi v bistvu zelo veliko. In to je bilo prav moje naslednje vprašanje. Lepo ste me uvedli v to, torej velika odgovorna naloga za slovensko diplomacijo. S 1. januarjem Slovenija zasede ta sedež nestalne članice v varnostnem svetu. Predsednica Pirc Musar in ministrica Fajon poudarjata, da Slovenija nikomur ni nič dolžna, da je lahko zato nevtralna in vezni člen pri marsičem. Kje konkretno lahko dejansko naša država kaj doseže in kako? Torej, kar se tiče najprej tega, če se tole vrnemo, seveda Slovenija v bistvu je dolžna 153 državam članicam, ki so jo podprle. Pa tudi članica EU in NATO je, ni tako, da je nevtralna. Tam še prideva. Torej, kar se tiče tega, torej, to je njena konstituenca. Teh 153 držav in s tem seveda celotno članstvo. Slovenija seveda tudi nima kolonialne preteklosti, kar je zelo pomemben dejavnik in ki je tudi dejavnik, za katerega sem prepričan, da je igral pomembno vlogo v tej kampanji. Slovenija je članica zveze NATO, Slovenija je članica zveze Evropske unije, ampak tam je v bistvu v OZN članica nestalna članica varnostnega sveta. Tam v resnici ona seveda je še vedno lahko pripadna normam in vrednotam, ki obstajajo v Evropski uniji, normam in vrednotam, ki obstajajo v zvezi NATO, ne more biti pa njihov agent. Jaz mislim, da je to tisto, kar tudi ostale države pričakujejo. A veste, mi se tukaj, če govorijo o podnebnih spremembah, 25% celotnega prebivalstva so male otoške države. S tem se mogla Slovenija ukvarjati. Tudi če pogledamo prioritete, recimo podnebje je zelo pomembno. Potem recimo, ne vem, imela bo neke določene dosjeje, s katerimi se bo pozabavala. Torej, te dosjeje seveda ne posluša samo, bom rekel, svoje konstituence tukaj v Evropi, ampak seveda posluša tudi interese drugih. Ministrica Fajon je rekla, ne enkrat, je rekla, da bo Slovenija poslušala vse države. Jaz mislim, da je to prava pot in mislim tudi, če se bo to potem v praksi pokazalo, da zna se zgoditi, bom rekel teoretično, da bo kakšna članica Evropske unije vihala nos, dokler Slovenija pošteno opravlja svojo nalogo, v kateri jo skrbi mir, stabilnost mednarodne skupnosti celega sveta. In še enkrat poudarjam, vsak zdaj govori, torej 50+ konfliktov imamo po celem svetu, potem seveda bo Slovenija opravila svojo nalogo. Tako da večkrat slišim, da bo Slovenija tam nek, bom rekel, nek psiček Amerike, pa zveza NATO, pa tako naprej. Jaz upam, verjamem, da temu ne bo tako, ker se mi zdi, da toliko pa je ta slovenska diplomacija samozavestna. Gledam tudi recimo pač ekipo, ki bo delala ta varnostni svet, veliko tudi mladih diplomatov. Mislim, so to vse ljudje, ki so super samozavestni, govorijo jezike, jasni so jim mednarodni odnosi. In moram reči, da s tem se pa seveda tudi potem, veste, ta brainstorming, torej razmišljanje o kako reševati določene probleme primerno porazdeli na veliko kvalitete. Jaz moram reči, da sem kar pozitiven, da ko bomo mi delali, pa me lahko tudi tam pol citirate, če bomo še takrat govorila, mislim, da bomo mi po 2 letih v bistvu kar dobro delo opravili.
In bili ste v bistvu zdaj vse 3 dni tudi na Brdu, na letnem posvetu slovenske diplomacije. Glede na to, kar ste tam slišali, videli, vas to tudi verjetno navdaja z nekim optimizmom, da je Slovenija na to odgovorno nalogo pripravljena, da vsi vedo, kako morajo ravnati, kako govoriti in kaj delati. No, temeljno sporočilo tam je bilo v bistvu, če sta bile dve, no. Temeljno sporočilo je bilo to, oziroma tisto, kar je bil tudi moj vtis, da diplomatke in diplomati razumejo, za kaj gre. Jaz sem tudi imel občutek, da je en tak, bom rekel, vzpostavljen nek tak, bom rekel, team spirit, no? Torej nek tak timski duh. Tako da tukaj bi bil zelo presenečen, če temu ne bi bilo tako. Tudi struktura je tako postavljena, da se mi zdi, da bodo te komunikacijski kanali, če bo recimo kakšna zadeva, ki bo bolj aktualna za, ne vem, nek določeno diplomatsko konzularno predstavništvo, da bo tam pač bolj aktivno. No in tako da tukaj se mi zdi, jaz sem res to začutil, no. Tudi ministrica Fajon se mi zdi, da je postavila zadeve na tak način. Pravzaprav moram biti zelo pošten, no. Vsi, ki so nastopili, pomeni moja šefica, kot ste rekel, torej predsednica državnega zbora, predsednik vlade, ministrica. Ena stvar, ki je dobra v tej naši zunanji politiki, trenutno je, da dejansko je usklajena, je soglasna, je usmerjena v pravo smer in to je, se mi zdi, dosti redko, no. Za konec, profesor Šabič, kako optimistični ste v bistvu za svet v letu 2024? Kje naj bo fokus mednarodne skupnosti in kje so morda največje nevarnosti? Jaz moram reči, da težko, torej moram reči, da bi se lagal, če bi rekel, da sem optimist. Rekel bi, da sem bolj realist. Jaz mislim, da je to leto 2024 tudi zelo, to je eno tako leto obletnic, tudi za Slovenijo. 20 let že, odkar smo v EU. Naprimer, človek ne bi verjel, da to hitro teče čas, ampak leto obletnic in jaz mislim, da, torej, ko rečem realist, sprav, ne optimist, ker seveda težko je zdaj vedeti, tudi kako bomo določene stvari nadzorovali. Vi veste, da je praktično pol planeta naslednje leto v volitvah. Vi veste, da seveda je tole izjemna priložnost za ljudi, ki želijo zlorabljati umetno inteligenco, dezinformacije. Tako da z tega vidika moram reči, da mi je malo, ne bom rekel strah, ampak sem previden. Če bomo to preveslali in se bo pač nekako ta stabilnost v mednarodni skupnosti skozi volitve pokazala, da bomo tukaj dobili prava sporočila, potem bova, če bo govorila naslednje leto, potem bova verjetno več bolj optimistična. Ampak v tem kontekstu pa je to leto, ki se nam približuje, dejansko zelo, torej, zelo problematično, pod velikim vprašanjem, kako se bodo razvijale te volitve, Drugače pa optimističen, seveda glede tisto, kar me resno daje z optimizmom, čeprav se vam bo to zdelo mogoče, bom kar rekel, noro, ampak vendarle ne računam, da bodo naši nogometaši prišli skozi kvalifikacijsko skupino, da bodo premagali Angleže, Nemce, oziroma Angleže, Dance pa Srbe. Tako da ostalo pa bomo pa videli. Čim več takih norih stvari si absolutno želimo vsi skupaj. Profesor dr. Zlatko Šabič, najlepša hvala, da ste bili naš gost. Vesele praznike in seveda vse dobro v novem letu. Tudi vam in vaši ekipi. Hvala lepa. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda tudi iz tega studia in iz uredništva N1 vam želimo prav vesel Božič in vesel vstop in srečno in uspešno leto 2024. Spremljajte nas še naprej na n1info.si. Seveda bomo z vami tudi vse te praznične dni. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.